Nevesta že odšteva, ženin pa se javnosti že zahvaljuje za vsa voščila, ki sta jih prejela v teh dneh. Poroka leta, kot jo opisujejo številni, je na sporedu jutri, marsikatera podrobnost pa ostaja uvita v tančico skrivnosti. Predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber se bosta poročila v idilični vili Tartini. Poročni obred bo opravil premierjev tesen zaveznik, župan Zoran Janković. Kdo pa so njegovi najtesnejši politični zavezniki, kdo od predstavnikov koalicije je povabljen in kako bodo na poroki poskrbeli za varnost premierja? Žiga Bonča. Še en dan je na spletu zapisala premierjeva partnerka Tina Gaber. In kdo je med povabljenci? Udeležbo sta potrdila ministra in podpredsednika vlade Klemen Boštjančič in Matej Arčon. Sta se mladoporočenca odločila, da gre za zasebni dogodek, tako da bom seveda prepustil njima in tistim ljudem, ki organizirajo to poroko, da komentirajo. Poroka je zasebne narave, jaz lahko potrdim, da sem na poroko povabljen, za vse ostale pač ne morem komentirati. Za goste morate vprašati, tiste, ki vabijo. Med povabljenci so še vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, neuradno pa tudi evropska komisarka Marta Kos, Mirjam Bon Klanšček, znani podjetnik Janez Škrabec in generalni direktor skupine Gen Dejan Paravan, a nam te informacije sicer niso potrdili. Če ste povabljeni na poroko, mogoče jutri oziroma v soboto? Nisem, jaz nisem. Jutri bo predvidoma znano, kdo so premierjevi najtesnejši zasebni, predvsem pa politični zavezniki. Pomenljivo politično sporočilo pa bo tudi, kdo od njegovih sopotnikov na političnem parketu na poroko ni bil vabljen. Kolikor jaz vem, ni nihče od nas povabljen. No, med povabljenimi pa ni niti ministrov ali drugih funkcionarjev koalicijskih socialnih demokratov. Vilo Tartini, kjer bodo gosti lahko uživali tudi ob izjemnem pogledu na morje, so čez dan že pripravljali na jutrišnji dogodek. Vstop na prizorišče medijem ne bo dovoljen, kabinet premierja pa poudarja še, da je predsednik vlade varovana oseba 24 ur na dan in da se varovanju ne more odpovedati. Generalni sekretariat vlade podrobnosti varnostnih ukrepov ne razkriva, saj bi s tem, kot pravijo, lahko ogrozili varnost predsednika vlade. Odgovorili so nam le, da bo varovanje premierja Goloba organizirano z ustreznim številom varnostnikov in v skladu s taktiko varovanja. Redkobesedna je tudi policija, ki dodaja, policija nudi podporo in sodeluje pri izvajanju ukrepov varovanja. Ukrepi varovanja so del načrta, ki pa je označen stopnjo tajnosti. Tujih državnikov ne bo, vse stroške poroke tako zagotavljajo, pa bosta poravnala sama.